Če imamo na poti razvoja, veselja in praznovanja, ko pojemo hvalnico življenju, podpornike in ljubeče osebe, je vse lažje, predvsem pa lepše. Povabilu na dogodek se je prijazno odzval gospod Robert Andoljšek, ponosni oče, dolgoletni član društva Polžek in avtor navdihujočih knjig Razgaljena prodaja in Izkušnje so ključ. Deluje kot poslovni mentor, svetovalec in coach, ki svojo izjemno predanostjo pomaga posameznikom in organizacijam dosegati nove ravni uspeha. Pomoč sočloveku dojema kot dragoceno darilo, ki ga skromno sprejema in deli naprej. Priznava, da so ga izkušnje z drugačnostjo oblikovale v osebo, kakršna je danes. Sočutno, zrelo in odločno osredotočeno na ustvarjanje pozitivnih sprememb v življenju drugih. Prisluhnimo njegovemu motivacijskemu nagovoru z naslovom Drugačnost je moč, ne ovira. Prosim. Hvala, lahko en aplavz še za gospo. Izjemne besede, vmes je povezvala. Jaz sem se oblekel za 20, nisem se oblekel za 50, se kravata, 60. Sem se iz spoštovanja, ampak 20 let je lepa obletnica. Meni se zdi, da je bilo meni včeraj toliko. Zanima me, zdaj, a se upa kdo pomahati, recimo? To, okej, me veseli, no. Ker jaz sem danes na tem prireditvi še nisem nobenega vica slišal. Mi na Dolenjskem se pa radi pohecamo, in če gledam Polžka, zakaj se mi tako dobro tle počutimo danes, ne? Ste videli plesavke, pevko, Ditka, fenomenalno. Zato, ker mi Polžki, pa kamorkoli gremo, nimamo nobenega domotožja. Ker imamo zmeraj hišo s sabo. V hiši so pa vsi ljudje, ki jih imamo radi, in danes so tukaj vsi ljudje, ki jih mi imamo radi. Ampak to sem zdaj kar nekaj se malo zmislil, ker sem zgledal prej slike gor od naših članov in sem kar počaščen. Moram reči, v Tremova, nisem navajen, jaz sem na tako družbo, moji so bolj tako, me grdo gledajo, pa veliko pričakujejo. Zdaj tukaj pa zgleda, da jaz pričakujem veliko. Zato bom povedal par stvari, zdaj, ali bodo motivacijske ali ne vem. Bodo pa življenjske. Sodobni svet se zelo ukvarja z nekimi popolnostmi v okvirih, katere si je zmislil sam. A mi vemo, da sreča v življenju ni v popolnosti. Drugačnost je privilegij, je darilo. In če gledam, kaj je bistvo življenja v tem pogledu, se mi zdi, da je biti ljubljen, ljubiti, dajati ljubezen nekaj, kar je pogoj za srečo. Ne materialne stvari, ne neke stvari, ki smo si jih zmislili in jih moramo imeti, ampak dejansko samo ta sreča, ta malenkost, ki jo potrebujemo. In danes jaz današnji dan ne gledam kot obletnico samo. Današnji dan jaz gledam kot praznovanje drugačnosti, prednosti. In otroci s posebnimi potrebami niso breme. Otroci s posebnimi potrebami niso izziv. Otroci s posebnimi potrebami so naši učitelji in nas učijo vsak dan nekaj. Sprejemanja, potrpežljivosti in ene najbolj pomembnih stvari, brezpogojne ljubezni. Tega težko dobiš še kjer tako veliko, kot ga dobiš z otroci s posebnimi potrebami. In ko sem se pripravljal, kaj naj danes sploh povem, sem rekel najbolj zapovem, kako sem jaz to doživljal. In ko se je naši družini zgodila ta situacija, smo iskali rešitev po celem svetu, ker je takrat doma ni bilo mogoče najti. In ostala mi je v spominu ena zgodba iz ortopedske klinike v Nemčiji, kjer je zdravnik rekel: Robert, otrok ima leto in nekaj, jaz bi mu kar operiral komolec na 90 stopinj, da bo lahko jedel, in drugega mu bom pustil ekstenziji, da bo lahko hodil z berglo, če si bo kdaj poškodoval nogo. Jaz sem bil mlad, prestrašen, zmeden, nisem vedel sploh, kaj mi govori.
Ampak sem mu rekel, I rather believe in miracles than do something like that to my child. Rekel sem, raje verjamem v čudeže, kot da bi naredil nekaj takega. In sem si mislil, verjetno bo medicina ali pa moj sin našla boljšo rešitev, o kateri bomo lahko razpravljali kasneje. In če se navežem s temi zgodbami na moj posel je svetovanje ljudem, podjetnikom in mi pravimo, da nas zaznamujejo 3 stvari. Prva stvar je talent, s tem se rodimo in prepričan sem, da koliko nas je tukaj je talentov v tem prostoru. In marsikater talent sploh še ni razkrit, nažalost. Druga stvar, ki se nas dotika, so veščine. To pomeni stvar, ki jo lahko večkrat naredimo brez napake. In ta tretja stvar je znanje. In v našem primeru pomeni znanje, da nekdo, ki nima nekega giba od rojstva, lahko pomaga nekomu, ki je ta gib ali pa ali pa karkoli izgubil kasneje v nesreči, z nekimi namigi, da mu pomaga, kako lažje greš čez življenje. In to je bistvo. In bistvo je, da otroci s posebnimi potrebami so darilo. In vsako darilo je treba znati sprejeti, ga negovati in pokazati svetu. Edina stvar, ki ti pa lahko vzame talent, veščine in znanje, pa je zdravje. Edini, ki ti lahko to vzame. Zato je tudi misija Društva Polžek pomagati sočloveku, da se giblje, športno udejstvuje in skrbi za svoje zdravje. Dejansko ne vem, ali se mi včasih dobro zavedamo, kakšna darila so biti sočlovekom. Da je biti človek ne pomeni tekmovanje. Biti človek pomeni biti skupaj. Se dobro počutiti v družbi. To je bistvo življenja, ki ga prevečkrat pozabimo. Zato bi rekel tako, dragi starši, vaša moč, vztrajnost je izjemna in nam je vsem v dober zgled, v motivacijo, da začnemo tudi mi naprej tako delati. In zaradi vas je svet boljši. Dragi bratci in sestrce, hvala vam za podporo, hvala vam za vse stvari, ki ste jih naredili mimo grede in dobili ste eno plemenitost, ki se v življenju ne da kupiti in ostane v vas. Dragi otroci, vi ste heroji. Brez odrov, brez velikih besed delate ta svet boljši. In naj zaključim ta govor z pisateljico Helen Keller, ki je rekla, pravzaprav mogoče bolj pomembno je to, bila je gluha in slepa celo življenje. Vendar zelo vplivna v svoji dobi življenja. Mislim, da je okrog 60 let umrla. Rekla je, najboljše in najlepše stvari na svetu ne moremo videti in se jih ne moremo dotakniti. Lahko jih samo čutimo v srcu. In zato pravim, danes ni samo praznovanje obletnice. Danes je praznovanje drugačnosti, vsakega malega koraka, vsakega nasmeha, ki ste ga prejeli, ste ga dali, dobili. In še enkrat hvala vam, čestitke vsem Polžkom in vsem drugim. Hvala za to priložnost, jaz sem ful vesel, sem lahko s tem vam. Vi ste darilo in prosim, da darilo stanete. Hvala vam.